ampak zato, ker vem, da se to dogaja. Ne namerno, ne vede, ampak se dogaja in ni prav. Skratka, hočem povedati, ja, mali človečki odraščajo, ja, značilne so določene stopnje razvoja, odraščajo, imajo potrebe in mi jih moramo tešiti zato, da bomo iz njih naredili zadovoljne odrasle. Ker ti ljudje s temi žalostnimi spomini, to se jim vtisne. Morda se nam ne zdi nič takšnega, nič posebnega, nič pomembnega, ampak njim takrat in tam se zdi, in to ostane z njimi, s tem odraščajo, jih na nek način določi. In to so potem stranke, ki hodijo k meni na hipnozo in odkrivamo, kaj je bilo tisto, ki se mi je vtisnilo, in to so tisti spomini, najmlajši spomini, ki letijo ven. Zato ja, je pomembno, kakšni ljudje delajo z našimi otroci po vrtcih in seveda v vseh ostalih ustanovah. Tako da verjemite, stranke govorijo o teh najbolj zgodnjih spominih, ko jih je nekaj prizadelo, ko jim je bilo hudo, ko niso bile potešene potrebe na način, ko so ga najbolj takrat potrebovali. Seveda ne moramo mi 100% vse narediti. To ni človeško, normalno, zato smo različni, imamo različne težave, različne izzive, različna prepričanja, ampak vseeno. Vrtci mislim, da so nekaj takšnega, kjer bi morali zminimalizirati napake, ki so dopustne, še posebej take, katerim se da izogniti. Je pa seveda res, ne kažem s prstom, to je samo en člen v celi verigi razumevanja oziroma nerazumevanja otroške duše. Treba je začeti se izobraževati in zelo zavestno in premišljeno se obnašati, že seveda, ko je otrok v maminem trebuhu, najbolj zgodnji spomini segajo tja do 3. meseca nosečnosti. Dejansko človek že pove, da je slišal, kaj se dogaja ali kako je to vplivalo nanj na terapijah. Tako da starši, vzgojitelji, učitelji, vsi smo enakovredno pomembni členi zaenkrat, če v tem sistemu, kakršnega imamo, ko otrok preživi približno enakovredno časa z enimi in z drugimi. Naberemo znanje, izobražujmo se. Izobraževanje glede otrok se nikoli ne sme, niti ne more končati, ker tudi otroci nikoli več niso isti, generacije zdaj niso iste, kot so bile včasih. Jaz vedno zelo rada povem primer, da če bi primerjali prejšnje generacije, je to tako, kot če si predstavljate star tipkarski stroj. Včasih smo takole tipkali na tiste izbočene tipke, peng, 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 peng. Zdaj, današnje generacije otrok so kot najbolj občutljiva, najbolj vrhunska, zmogljiva in ultra, sploh deluxe tablica. To je treba vse se naučiti, kako delati. Če se učite z novimi aparati, kako z njimi delati, ker nimate več starih tipkarskih strojev, enako moramo delati tudi pri otrocih, pri novih generacijah in pri novih načinih vzgoje in izobraževanja.